moram tole posnet o tej salamijadi sevniški. Podmladek feministk 8. marec so se spet zakadile v neko dogajanje, družbeno dogajanje, ki ima tradicijo. To je etnološki, kulinarični dogodek, star je zdaj čez 60 let, 63 let. Namreč 61. leta sta se dva lokalna Sevničana v eni gostini, mislim, da Vrtovšek, prepirala, kjer ima boljšo salamo. Seveda sta preverjala okus, ampak šla sta v gostilno, ker sta se medsebojno tako rekoč kurčila, kjer ima boljšo salamo. Zmagal je pač tam nek lokalnež, ampak v zgodovini vse to piše, posnet je film 2011, dokumentarec 40 minut na to temo. Tam imate vse podatke, kako se to začelo, da ženske niso smele naknadno prisostvovati temu dogodku. Bom povedal pozneje zakaj, ampak mislim, kje je zdaj fora, da se te Nike Kovač oziroma ta 8. marec spušča v neke tradicionalne, tako kot v kurentovanje, tudi tam so neki običaji z mačističnim pridihom in zdaj to feministke norijo, ko se kurenti spravljajo tam na mlada dekleta in jih hlinijo nek seksualni akt, ampak to je nek običaj, ki ga bi rade zdaj feministke izkoristile. Jaz sem pa rekel, že pred 15 leti sem jaz o tem tekst napisal, za MMC in vse povedal, danes bi poudaril še enkrat, da gre pri salamijadi za latentno seksualno dogajanje, ki ga botruje to moško kurčenje, moški med sabo se vselej primerjajo, tekmujejo, agon, star grški izraz. V ozadju je kastracijski kompleks, Ojdipov kompleks, če tako rečem, ko je moški tekmovalen in se z drugim moškim na vsak način hoče pomiriti v nečem, tekmovalno, borbeno pomiriti. In ta dva mladca takrat, leta 61, sta se pač med sabo prerekala, kdo ima boljšo salamo. Ne bolj okusno, boljšo. Samo zdaj prevladal je potem pa okus. Tam se potem, in tudi danes se najbolj meri okus, ne vem koliko, 80 točk ima okus v skupni oceni, skupna ocena je tam 18-20 točk, pa vem. Meri se tudi dolžina, vsaj 7 cm mora biti ta konkurenčna salama, klobasa, ki jo dajo tja, suha salama, ki načeloma po predpisih predvsem prašičja, tam morajo prasci biti dobro vzgojeni, 20% menda govejega mesa, ne vem, koliko so tam lahko jelenje salame prisotne. Ampak zdaj so določena pravila, 6 ocenjevalcev, moških, degustatorji, moški, mora biti okus prav poseben, tudi von se ocenjuje. Izgled cele salame, pa tudi potem tega prerezanega dela. To so vse neki normativi, ki so, Freud bi rekel, sekundarno vnešeni v to ocenjevanje. Gre za neko igro, tako kot v športu, zato se na to toliko spoznam, ker se spoznam tudi na šport, na športno igro, ki ima simbolno strukturo. Vsa ta folklora ima simbolno strukturo, ki je največkrat seksualna. In tudi ta salamijada je resnici na ljubo seksualna. Ti moški tam tako rekoč kurce primerjajo. Zato kastracijska bojazen oziroma kastracijski kompleks v najširnejšem smislu, v ozadju pa seveda Ojdip, tekmovanje z očetom. Ampak simbolni naslednik očeta so pač ti moški, s katerimi radi moški mladci, tudi že fantje, med sabo tekmujejo. Moški vselej tekmuje v nekih dejavnostih, se primerja en z drugim. Ženske primerjajo lepoto. Naknadno se je zdaj po letu, mislim, da 63. leta so se ženske še vseeno udeleževale
teh takratnih prvih salamijad. Ženskam ni bilo prepovedano, ampak potem so pa te babe svoje može na silo malo prezgodaj vlečile domov. Se pravi, ko se niso do konca napili, ker tam je salamijada, ima še zraven degustacije še vino, cviče, karkoli pač je. In zdaj vstop je ženskam sicer dovoljen, ampak baje, saj tako je v tem filmu prikazano, da mora 1000 evrov plačati za vse te mize, kjer se degustira, da en štefan vina te ženske prinesejo, potem so pa lahko zraven. To je za lase privlečeno. Načeloma ženska ne sme biti prisotna na salamijadi, ker moški med sabo se morajo po tej mačistični logiki med sabo zmeniti, čigava klobasa je najboljša, čigav, banalno rečeno, čigav kurac najbolj šteje, kjer je najboljši. In ta organ več, je namenjen ženskam, zato ženska ne sme biti udeležena v teh salamijadih, zato je ta logika se prijela, tako kot na olimpijskih igrah v stari Grčiji. Zmaga starogrških atletov, športnikov je bila namenjena ženski in ženske niso smele biti niti na tribunah. Pozneje so si mame izborile teh sinov, ki so se tam merili, kdo bo boljši. V atletiki, naprimer, s mamami je bilo dovoljeno, ker enkrat je ena mama pa tja prišla in se je razkrila, ker je Joška iz ogrinjala ven padla in so hoteli vreči čez pečine. Zdaj, ali so jo niso, se ne ve. Ampak po tem dogodku so pa mamam, oženjenim ženskam, dovolili ogled teh starogrških olimpijad oziroma olimpijskih iger. Olimpijada svoj čas je bila pač nekaj drugega je pomenila. To je obdobje med dvema olimpijskima igrama. To je bila olimpijada svoj cajt. Ampak takrat na tistih igrah so potem pa devicam prepovedali ogled teh tekem, ker je bila zmaga moških namenjena ženskam. In tele salamijade na simbolni ravni potekajo zato, da se moški med sabo zmenijo, kdo je v nečem, pač v teh salamah, boljši, ker tam so vedno neki zmagovalci, dobivajo neke prihodne pokale. Ženske so tam sekundarno, da je sistem videti popoln, se sekundarno vključuje tudi ženske kot zabavljačice. Tam imajo tudi trebušne plesavke, mogoče tudi striptizete. Tam jih zabava lokalna pevka, tam z Brežic, mislim, da je Nuša Derenda, ta je vedno tam prisotna, zabava moške in tudi ostale, načeloma. Tudi ženske se tam nekje prikradejo, ampak lokalne te ženske spoštujejo to moško domeno, feministke naše pa ne. Zdaj še enkrat povem, na teoretski ravni je vsak folklorni ritual vezan na seksualnost, na anatomijo genitalij. Klobasa ni klobasa. Klobasa je ob bananah tudi kar pogosto spolno zlorabljen sadež. Korenje je tukaj zraven kakšne kumarce, Na odru Razočarana gospodinja pri seksologu je v scenariju soigralka to reče, da včasih so vedele babe, da moraš zaradi ene klobase celega prasca vzeti, Sorry, da moram to tako povedati, V domih za ostarele se klobase, krajinske, za katere se vsi borimo, tudi Slovenci, pa bi rad imeli tudi Hrvati, krajinsko klobaso, Avstrijci, krajinska klobasa je slovenska, avtohtono slovenska, iz nje moraš špricniti, ko jo prešpikaš, V domu za nemogle se krajinske klobase ne smejo servirati, brez da bi se narezale na kolobarčke, Dajte potuhtati, zakaj? Ker stare ženske, ki nimajo zdaj dostopa do teh igračk, vibratorjev dildotov, če pač že banana ni uporabna, ima pa te klobase. Sorry, ker zgražite se, ampak simbolno nezavedno, ima svojo logiko. Simbolni procesi ne potekajo samo v sanjah. Sanje niso kraljevska pot do nezavednega, ampak kraljevska pot do simbolnega. In simbolno je udeleženo tudi v vsakdanjem življenju, v športu, v umetnosti,
v teh ritualih, teh folklornih zadevah, ta kulinarični praznik, etnološki praznik, na katerega bi mi mogli biti v Sloveniji ponosni. Seveda Sevničani so, tudi Ptuj ima to, cela Evropa ima, Madžari imajo, Vojvodina ima, Sombor, Samobor, Hrvati, vsi hodijo v Sevnico se učiti, ne. Hrvati, Srbi so rekli, nas so Sevničani naučili, kako se dela salama, ta prava, okusna, ne. Sej se meri okus, ampak ni bistven okus. Point je to primerjanje falusa med moškimi. Tukaj se napaja ta užitek, ki perpetuira ta ritual že 63 let, ne. In zdaj bi te feministke, ker simbolno nezavedno, neobsedene z razliko med spoloma, pa vedo, da salama ni salama, oziroma klobasa ni klobasa. In zdaj, če bomo mi pustili, da bojo te smrkle z 8. marca se zažrle v te rituale, tudi v ptujski festival kurentov, kurentovanje, se hočejo infiltrirati tako, da kurenti ne bi več počeli tistega, kar so za stoletja počeli, je treba reči, da so kurenti tudi malo tako hecno lotevali teh žensk, so se tam v povorkah našle, ne. Je seksualno, ne, zdaj, ali je to že na meji spolnega nadlegovanja, to je težko reči, ampak tale salamjada je zelo sublimirana. Zato bi morali družno utišati te aktivistke 8. marca, da ne bi tako patetično posegale v tradicijo sevniške salamjade, katerekoli salamjade, ker razlike med spoloma obstajajo. Kdo drug bo to razložil, če ne jaz? Ne? Simbolna disonanca je, če tam ženska pride z lastno salamo, pa reče, dajte še mojega tegala falusa malo zmeriti, kak je, ne? Moški se kurčijo v teh salamah. In treba je pustiti tej tradiciji, da se ohranja. Treba je feminizmu dopovedati, da sta spola različna, da imamo moški pravico biti različni, drugačni, in da imajo feminilne ženske pravico biti lepe, tekmovati v lepoti. Feministke se prizadevajo ukiniti tekmovanje v lepoti, ukiniti salamjado, kurentovanje prilagoditi, torej ukiniti salamjado, da bi ženske smele, ne, enako spolov. Ne, genitalno smo različni, zato se določena, torej razlika odraža tudi v vseh teh ritualih, v športu. Vse je paradoks, ne, da ima tudi ženska razne naše nike, Prevčeve, Križnarjeve, najdaljšega stoječega. Skoki so nastali zaradi kastracijskega kompleksa. Slovenci smo mehni, zato imamo veliko planico, skakalnico, ne. Paradoks je, da je ženskega spola, ne. Vsi ostali teli velikanke, ne, skakalnice, so moškega spola. Harakov, Kulm, Holmenkolm, Oberstdorf, ne. Pa mama planica, ta falična slovenska teta Pehta, ne. Pustite, spoštovane moškinje, fantinje, salamjado moškim. Pridite pa se malo načudite norosti, ne, simbolni norosti, ne, ki jo zganjajo tam moški kmetje okoliški. Dolenci so moči tam, Šentjernej pa tam okoli. Cela Dolenska kipi od sreče, ko njihovi tekmovalci zmagujejo. Pustite to moškim. Vi pa lahko pa degustirate, ne. In naj vam bo ta ritual salamjade celo smešen, tako kot je smešen, če ste normalne, fuzbal, ne. Najbolj postranska in najpomembnejša stvar na svetu, ki obnori moške, ne, vam se pa zdi smešno. Salamjada naj se vam zdi smešna, lahko pa malo degustirate, ne. Pa pridete Ljubljančani z 20-metrsko salamo, ne, pa vsak dobi 5 centimetrov lahko. Rekord v tej najdaljši salami mislim, da imajo Vojvodinci. Ne vem, če ogromne dolžine te salame so izmerili v Vojvodini. Kakorkoli že, tukaj sem rekel, da bom posnel okrog te salamjade. Zdaj, take it or leave it, ne me zažgat, nagrmat, ali pa če tudi resnica
ali pa spoznanje, teorija se mora razvijati, utišali me ne boste. To je bilo to.